Same priprave so se v bistvu začele že lani na lanskoletnem dogodku, kjer sva z Renejem v bistvu malo začutila, kako poteka priprava tako velikega dogodka. In smo bila v pripravljalni ekipi, kjer smo malo spoznala, kakšne podrobnosti je treba paziti, na kaj je treba biti pozoren. In potem smo v bistvu kar po zaključku v avgusta lani že začeli z pripravami za slovensko ekipo, ki je v bistvu kar velika, približno 20 Slovencev iz Zveze podeželske mladine, sodelujemo že kar dolgo. Ogromno sestankov, usklajevanja, koordinacije je bilo potrebne, da imamo v bistvu zdaj tak dogodek, ki smo si ga zamislili. Ampak nismo sami, se pravi, imamo ogromno pomoči tudi od mednarodne ekipe, se pravi Evropske organizacije podeželske mladine, in z njimi smo v bistvu sestavljali delavnice in načrtovali tudi večerne aktivnosti, ki v bistvu polnijo dneve naših udeležencev čez cel teden. Cel teden Rallyja 2025 v Sloveniji, tu v Novem mestu, je potekal skozi različne dejavnosti, predstavitve, sešne, tako imenovane. Kaj vse ste pripravili, kaj vse ste doživeli z mladimi podeželani iz Evrope? Ogromno zanimivih stvari, ogromno novih, se pravi od treningov za javna nastopanja do raznih načrtovanj, kako so lahko sami v bistvu aktivni v lokalnih skupnostih in tudi v nacionalnih skupnostih doma. Potem smo organizirali tudi aktivnosti, da jih malo sprostijo, se pravi, čez dan imajo čas, da se malo pošportajo, da si lahko tudi ogledajo malo samo Novo mesto. In pa seveda večerni program je velik del tega, da se malo pokažejo, kaj znajo, se pravi, smo imeli talente, imeli smo tudi kmečke igre, da so v bistvu začutili, kako je biti del slovenske podeželske mladine. Pa tudi želeli smo vključiti dosti same slovenske kulture in načina življenja, zato smo jim tudi omogočili možnost, da se dan preživijo pri družinah gostiteljicah, da vidijo samo dinamiko, kako izgledajo tudi drugi konci Slovenije, da res vidijo, da je pri nas res lepo. Hvala lepa.